Naše srca so tvoja, Jezus. Otroci se srečamo s tabo na oblakih, ja bomo vedno z Gospodom. In prihajaš na oblaku slave, trobenta zadoni in mrtvi vstanejo. Smo živi in te ljubimo, Jezus. Se s tabo srečamo gor na oblaku, zavedno, zavedno z Gospodom, zavedno z Gospodom, zavedno, zavedno z Gospodom. Kmalu ti boš prišel po nas, čakamo te nas. Duh in nevesta pravi, da pridi hitro, Jezus. Pridi, Jezus, Gospod, pridi. Pridi, Jezus, pridi, Jezus. Pridi, Jezus, pridi, Jezus. Gospod pripravlja nevesto.
oblečeno v belo, full of righteous acts polno pravičnih del, of the saints, svetih, full of the Holy Spirit, polno svetega duha, fearless, brezstrašno. a bride that only has eyes for the bridegroom, Nevesta, ki ima oči samo za ženina. making our hearts Pripravi naše srca, to love you as we deserve. da te ljubijo tako, kot ti zaslužiš. Awaken our hearts Zbudi naše srca with heaven's call. za nebeški klic. Be strong, On je zmagal. be bold, Bodite pogumni, don't be afraid. ne se bati. I'm with you, says the Lord. Jaz sem z vami, pravi Gospod. If I am with you, Če sem jaz z vami, who can be against you? kdo je lahko proti vam? I'm working a great work inside you. Delam mogočna dela znotraj vas. Just yield. Samo pustite mi. It's my work. To je moje delo. Let the weak say I am strong. Slabotni reče, da močen je. Let the poor say I am rich. In revni reče, sem bogat. For the Lord has done great things. Ker Gospod dela čudovite stvari. The Lord has done great things. Naredil je čudovite stvari. God's changing some perspectives. Gospod zdaj spreminja določene perspektive. He's changing our outlook Spreminja naš pogled, to say the Lord has done great things. da bomo rekli, Gospod je naredil velike stvari. Holy is His name. Sveto je njegovo ime. The Lord has done great things. Gospod je naredil velike stvari. Holy is His name. Sveto je njegovo ime. The Lord has done great things. Gospod dela čudovite stvari. Holy is His name. Sveto je njegovo ime. I will not fear, for you are with me, Lord. Ne bom se bal, ker si z mano, Gospod. I will rejoice and be glad. Jaz se bom veselila in veselil in bom vesel. I will join in heaven's song. Jaz se bom veselil z nebeškimi pesmimi. Blessed be the Lord. Blagoslovljen bodi Gospod. Blessed be the Lord. Blagoslovljen bodi Gospod.
zraste. the Lord is a mighty warrior. Ker Gospod je mogočni vojak, vojščak. Haleluja. Bog hoče, da namažeš svoj ščit z oljem. Haleluja. Haleluja. Da te sovražnik napada, eno stvar, kar rabaš, je olje na svojem ščitu. Haleluja. Jezus je rekel, kupite si od mene maziljenje. Oče, mi v tvoji prisotnosti danes sprejemamo tvoje maziljenje, tvojo moč. Sveže olje. Božja beseda pravi, daj si sveže olje na svoj ščit. Ne eno staro olje, ne eno tradicijo, daj si sveže olje, haleluja. Vzem danes od Boga, haleluja. Prelep se na Svetega Duha, haleluja. Ne mu pusti, da gre naprej, dokler nisi počrpal sveže olje. O, haleluja. Sveti Duh, naj sveže olje pade na nas danes. Sveže olje. O, haleluja, sveže olje. Sveža prisotnost. Sveže olje iz nebes, olje tvoje prisotnosti, pričo maziljenja, haleluja. Okovi razpadajo s pričo maziljenja, haleluja. O, haleluja, breme je uničeno s pričo maziljenja, haleluja. Tvoje olje teče, tvoje olje teče na nas, haleluja. Sveže olje Svetega Duha, sveže olje Duha, sveže olje Duha, svežina Svetega Duha, svežina olja Svetega Duha. Sveže olje, sveže olje, haleluja. Sveže olje, haleluja. Sveže olje na naš ščit, haleluja. Da se puščice sovražnikov odbijajo od nas, haleluja. Sovražnikovi napadi se odbijajo od tebe, od olja na ščitu, haleluja. Od svežega olja, o, haleluja. Še tebe, Sveti Duh, še tvojega maziljenja. Tvoja prisotnost topi sovražnika, haleluja. Roboso, koto roboše, kereberede, reberindo, robortende, reberginda, labartende, reberginda. Roborsende, reberginda, lobortende, reberginde, kiro, roboso, to robore, reberginda, labarende, rebertende, reberginda. Ja, ne narašča nasiljenje. Molite v jeziki, haleluja. Vemo ga še oboževati, haleluja. O, haleluja, ne se dviguje nivo maziljenja v tvoje življenje, haleluja. Roboso, to roboro, to robore, reberende, rabarende, rabarende, reberende, reberende, rabarende. O, naj narašča. Urabasa, katala, bahaja, karabarende, reberende, rabarende.
Gospodovega duha, haleluja. Ne zdaj odpadajo bremena v imenu Jezusa. Vsaka bolečina, vsaka bolezen, vsako breme, ne zdaj razpade v imenu Jezusa. Ne zdaj razpade, ne bo uničeno v imenu Jezusa. V Božjem ljudstvu. Haleluja. Haleluja, mi gledamo na te, Jezus. Gledamo na te, mi smo tukaj zaradi tebe, haleluja. Haleluja, Jezus. Haleluja, glej v njegove oči danes, haleluja. Haleluja. Haleluja, Jezus. Glejmo še malo v Jezus. Hallelujah.
sprejmi ozdravljenje. Haleluja. Zahvali se Jezusu, da si ozdravljen. Haleluja. Reči mu, jaz sprejemam. Čeparkoli se boriš. Vzem to besedo zase. Haleluja. Imam eno ostro bolečino v zadnjem delu glave dol proti vratu. Naj se umakne v imenu Jezusa. Naj gre stran od tebe v imenu Jezusa. Vidim eno težko dihanje v imenu Jezusa, naj se zdaj sprosti v imenu Jezusa. Haleluja. Vdiham zdaj, vdiham globok, haleluja. Če si imel to težavo, samo vdiham reči, haleluja, hvala ti Jezus, da sem zdravljen. Pričam vzdravljene vsak kolen, haleluja. Vidim koleno zdaj ozdravljeno, haleluja. V imenu Jezusa sam premakam kolen, reči hvala ti Jezus. To sem jaz, sprejemam, haleluja. O, haleluja, Oče. Oče, napolni vsaka usta zdaj svojo slavo, Oče. Skličamo zdravljene vsak zob, haleluja. Vsako dlesenino, vsak zob, haleluja. Kličem kreativni čudež v imenu Jezusa. Tvoje zdravljenje v imenu Jezusa. O, haleluja, karko rabiš, vzem po veri. O, haleluja, vzem po veri, haleluja. Naj te ne bo sram, haleluja. On je tvoj nebeški očka, haleluja. On je vse plačal za to, haleluja. Dajmo sprejeti od njega, haleluja. Eno od stvari, kako lahko razveseliš Boga, je rekel, brez vere je nemogoče Bogu ugajati. Se pravi, z vero mu lahko ugajaš. Probi še kaj sprejeti zdaj, po veri. Reči mu, hvala ti, Oče, da ti skrbiš za me. In sam reči mu, sprejemam in pol mu reči, kaj si toliko želiš od njega, haleluja. Kaj si molil in se še ni zgodilo, haleluja. Zihar imaš še kaj, ker še čakaš na izpolnitev. Reči mu zdaj, hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Jaz ti verjamem. Vera je dokaz o stvareh, ki jih ne vidimo, haleluja. Substanca stvari, ki jih upamo. Jezus, mi sprejemamo zdaj, haleluja. Hvala ti, Jezus, za to stvar, ki verjamemo zdaj. Hvala, da si nam dal vse, kar smo te prosili. Haleluja. In zato se nam bo zgodilo. Sprejemamo tebe, haleluja. Bod proslavljen med nami še naprej, Oče, haleluja. Hvala za tvojo prisotnost, Gospod, haleluja. Amen, a ni dobro biti v Božji prisotnosti, haleluja. Hvala ti, Jezus, haleluja. Hvala ti, Jezus, haleluja. Hvala ti, Jezus, slava ti, haleluja. Vreden si vse slave. Vreden si večjega aplauza in večje slave, kot če bi Slovenija Brazilijo premagala. Haleluja. Vreden si vse slave. Haleluja. O, haleluja. Cerkev, koliko ljudi na štadionih navija te dni? Zakaj? Zaradi ene fuzbalske žoge. Koliko bolj mi navijamo za Jezusa. Haleluja. Amen. O, haleluja. O, haleluja, še kdo tle lačem Boga, haleluja. Jaz za nalaž tako malo hodim, kada imam krče, kada moram na WC. Tako kaj en lačen človek se obnašam, haleluja, ful sem lačen. Jaz sem enkrat hodil po celem Londonu in pol z enim bratom so bila in mislim, da so bila čist brez denarja. In pol podsod se kolej, kva lepo ta gostilna zgleda. Ja, ful je lepa. Le, kakšen lep meni imajo. Ja, ful je lepo. Sam so oba govorila, nimava cajta, veš, nimava cajta, zdaj hoditi jaz. In tako nekako sva hodila po pulci. O, ful sem lačen, sam se ne upam reči, da nimam denarja. A kdo lačen Boga, haleluja. O, haleluja. Jaz ti povem, lakota je Božji dar, haleluja. Lakota za Boga, haleluja. Sveti Duh, mi smo lačni. O, reči mu danes, haleluja. Usmer se na Svetega Duha, haleluja. Ko danes moje besede ne bojo ful modre in filozofsko dobro uravnane, ampak je sam en cilj, da si še bolj izpolnjen Svetim Duhom, haleluja. Sveti Duh hoče priti v tvoje življenje, haleluja. On ti hoče dati sveže maziljenje. O, haleluja, on ve, da ti ne boš mogel uspeti s starim maziljenjem, haleluja. On ve, da se boš sam zmatru brez maziljenja.
On ve, da ne boš daleč prišel, brez njegovega maziljenja. Haleluja. On ve, da se boš preveč utrudil in zmatril in da te bo sovražnik ful hit utrudil. Haleluja. Brez svežega maziljenja. Haleluja. Mi rabimo tebe, Sveti Duh. Haleluja. Pridi do nas. Haleluja. Naj narašča tvoje maziljenje v meni. Haleluja. Hočem še tebe. Haleluja. Med slovljenjem sem dobil besedo, v bistvu je v Izaiji 21:5. Vzdignite se prvaki, šampioni, tukaj prav. Wow, upam, da to nisem zato, ker sem gledal FIFA, dobil to besedo. Vzdignite se šampioni. In tukaj ne mislim na Mesija pa Neymarja, ampak nate, haleluja. Nate in name, haleluja. Vzdignite se šampioni, namažite ščite iz svežim oljem. Haleluja. Amen? Vprašaj svojega soseda, imaš sveže olje na svojem ščitu. Haleluja. Haleluja. Če vidiš, da je bolj utrujen odgovor nazaj prišel, mu reči še čas, haleluja. Še čas, haleluja. Amen. Haleluja. Ampak ne domov brez svežega maziljenja. Haleluja. Amen. Jaz sem šel domov brez svežega maziljenja. Haleluja. Poglej si tole. V Psalmu 92:10. Zakaj, glej, tvoji sovražniki, o Gospod, zakaj, glej, tvoji sovražniki izginejo, vsi hudodelci se razpršijo, visoko mi vzdiguješ šafar. Haleluja. Visoko mi vzdiguješ rog, visoko mi vzdiguješ rog, kakor bivolu, kopam se v svežem olju. Wow, haleluja, Kdo bi rad skočil malo olje, haleluja. Amen. Kdo bi rad skočil v sveže olje not, haleluja. Wow, A si predstavljaš, da hočeš iti? Ne, na randi zjel sem prav, čak, da najprej rabiš eno kopelo, ok? Mal zaudarjaš po starem olju. Da tlele imam en džakuzi zate, poln maziljenja, vrš se malo v sveže olje, haleluja. Amen. Amen, ne pihamo mi brez veze šafar, haleluja. To ima povezavo. Olje pa rok, to gre skupaj. Rok je avtoriteta, to je wow. In ful velik stvari je brez veze, da se z njimi sploh borimo. Vse, kar rabimo, je več maziljenja, haleluja. Amen. Ne rabiš še več poštekati, še več vere, rabiš samo malo olje skočiti, haleluja. Amen. Malo se moraš skopati. Recimo v sedu, skopi se v olju, haleluja. Amen. V svežem olju, haleluja. Haleluja. Amen. Malo se skopi v svežem olju, haleluja. Amen. Še Kleman, jaz te nič ne razumem. Ja, hvala Bogu, ker ne govorim tvojemu razumu danes, haleluja. Amen. Haleluja, slava ti. Sveže olje. Kopam. A lahko rečeš, kopam se v svežem olju. Haleluja. In Izaija je rekel, vzdignite se prvaki, namažite ščite. Jaz sem pol dodal in svežim oljem, haleluja. Svežim oljem, haleluja. In pol naprej, Izaija prav, 10:27, tisti dan bo vzel njegovo breme z tvojega tilnika, s tvojega hrbta, njegov jaram z tvojega tilnika, jaram bo uničen zaradi maziljenja. Haleluja. Se pravi, to težo, ki jo tako čutiš, ko volk, ko hudič te hoče imeti tako zavola, da te bo, ne, če ste poznali komad, Silvo, ti si najbrž pel tisti komad, I'll never be your beast of burden, v Rolling Stonesu. Ali pa, ok, dobro. Sem mislil, da je prišel glasbenik, samo on je že toliko prenovljen da on sam še edini Rolling Stone je Jezus Kristus za njega, haleluja. In
On je pel, ne bom tvoja žival, ki nos breme. Tako je najbrž eni punci pel, ki je hotela se z njim poročiti. Ampak Bog pravi, če nosiš breme, pa si vas obremenjen, kaj rabaš? Ja, maziljenje, haleluja. Olje unič breme iz tebe, haleluja. Amen, zato smo si mi spet vzeli 1 uro za slavljenje, haleluja. Amen. Meni je žal, če si na 20 minut navajen. Pa lahko priješ pač zdaj naprej 40 minut kasneje v cerkev, haleluja. Pa nas pusti na mer, ko hočemo vsaj 1 uro, haleluja. Sam naš pol jezen, če bomo sam 20 minut slavili, pa boš zamudil 20. Ker mi nikoli ne vemo, kako bo cerkev. Mi ne vemo, haleluja. Ker hočemo Sveti Duh, da ti deluješ, haleluja. Danes govorim, če kdo bi rad naslov, 7 božjih duhov je tema danes. 7 božjih duhov, haleluja. 7 božjih duhov. In zakaj je to ful pomemben? Zato, ker to imamo v razodetju, to imamo pol naprej in 7 je nekako številka popolnosti, ki je za Boga rezervirana in to vidimo v razodetju. In v bistvu 7 božjih duhov nam kaže, ker samo en je Sveti Duh, ni 7 svetih duhov. Je Oče, Sin in Sveti Duh. Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. In Bog Sveti Duh se nam razodeva čez 7 različnih karakteristik, da ga lahko še bolj spoznamo in da nekako, meni se to zdi tako kot priročnik za uporabo, ker lahko vidiš, kaj vse je zmožen Sveti Duh delati v tvojem življenju in več, ko razumeš Svetega Duha, več lahko naredi v tvojem življenju. Amen. Manj, ko razumeš, pač manj boš lahko z njim sodeloval. In veliko stvari doživljamo z njim, ene stvari se moramo pa naučiti iz Božje besede, da jih lahko damo potem v prakso. In da jih potem, ko jih bereš, jih pol začneš šele doživljati. Ene stvari pa doživljaš in pol, ko jih prebereš, jih pa še bolj začneš uporabljati, oziroma jih Bog lahko še bolj specifično uporablja v tvojem vsakodnevnem življenju. Haleluja. Amen. Jezus je rekel, poslal vam bom Svetega Duha in on vas bo vse učil. A lahko rečeš vse? On vas bo učil vse. To pomeni najbolj praktične stvari v življenju te bo Sveti Duh učil. Najbolj, razumeš, ne rabiš zvedeti, a bo, ne vem, Izrael padel pod Rusijo in bo Antikrist prišel v Novi Jeruzalem, preden boš dobil nov telo ali pol. Razumeš, on ti bo kazal osnovne stvari, kako se obrniti v družini, kako v službi bolj spet, kako posodo hitrejš pomiti, pa več časa njega slaviti. Razumeš, haleluja. On je ful praktičen, haleluja. Amen. Haleluja. Luka 4:18. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest v Bogu. Poslal me, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Se pravi, Jezusova prva pridiga je, Duh Gospodov je nad menoj. Ne, jaz sem, ki sem in jaz sem pod življenje resnica, noben bo prišel razen po meni. Ne, on ni s tem začel, on je začel, Duh Gospodov je na meni, da vas osvobodim, haleluja, amen, da vas ozdravam, potešim in tako naprej, haleluja. Se pravi, če je Jezus rabil Gospodovega duha, a misliš, da ga pol midva ne rabva, haleluja? Valjda, da ga rabva še bolj, haleluja. Ali pa vsaj toliko. Dajmo si pogledati v Razodetju 4:5. Razodetje 4:5. Apostol Janez je videl Božji prestol, haleluja. Razodetje 4:5. Od prestola so prihajali bliski glasovi in gromi. Pred prestolom je plamenelo 7 bakel, te pomenijo 7 Božjih duhov. A ste opazili? 7 bakel oziroma svečnikov. 7 Božjih duhov. Se pravi, to je nekje število polnosti in Sveti Duh nam hoče
razodeti teh karakteristike samega sebe, da vidimo, kakšen je Bog, haleluja. In potem en poglavje naprej, razodete 5-6. Tedaj sem videl na sredi med prestolom in 4 živimi biti ter starešinami je stalo jagnje, kakor zaklano, in imelo je 7 rogov, spet 7 šafarov, in 7 oči, to je 7 božjih duhov, poslanih po vsej zemlji. Sprav, spet vidimo 7, haleluja, 7 božjih duhov. In zdaj gremo v Izaijo in si pogledamo teh 7 karakteristik svetega duha, 7 božjih duhov. Dajmo si jih pogledati. Izaija 11:2. Na njem bo počival, govori o Jezusu, na njem bo počival prvič Gospodov duh, naprej prav, duh modrosti, duh razumnosti, duh nasveta, duh moči, duh spoznanja in duh strahu Gospodovega. Okay. 7 božjih duhov. 7 božjih duhov, 7 karakteristik. Razodetje 22:16. Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede cerkva. Jaz sem Davidov korenina in rod, bleščeča jutranja zarja, zvezda. To je iz Izaije 11:1. Mladika Jezus požene iz Jesove korenike, poganja, ko brodi iz njegove korenine. In potem govori, na njem bo počival in govori teh 7 božjih duhov. A si ćemo pogledati duh Gospodov danes? Vas zanima, kaj je duh Gospodov? A kdo verjame, da ima to točno določen pomen, ali je pač zato, da nam ni dolg čas brati Biblijo, da ne reče, skozi Sveti duh je bil nad Jezusom, Sveti duh je bil. Ali mislite, da je to prav s pomenom? Zakaj včasih prav Sveti duh, včasih duh Gospodov? A verjamete, da je razlika? Jaz verjamem, da je. Jaz verjamem, da je ful razlika. Lahko bi rekel, pač, Sveti duh je bil nad Jezusom. Ne, on je rekel Gospodov duh. To je, ker to bo zdaj povedal, da je tle ena karakteristika, ki lahko spoznaš Svetega duha bolj v detajl. Amen? Detajli so ful pomembni, cerkev. Amen? A verjamete to? Detajli so ful pomembni. Lahko na detajlu vse fališ. Na majhnem detajlu. In zato Sveti duh ti v detajlih ti razodeva skrivnosti Boga. In ena božja skrivnost ti spremeni celo življenje. Eno razodete, ki ti ga Sveti duh da, ti se lahko hraniš ful dolg z tega. Haleluja. A je kdo še lačen Boga? Se spomnite, kako sem po Londonu hodil? Haleluja. Ste lačni Boga? Haleluja. Amen. Dajmo danes jesti v Božji prisotnosti. Haleluja. Poglejmo si Sodnike 14:5. Samson je šel s svojim očetom in svojo materjo v Timno. Poglejmo si malo, kako je Samson izgledal, ki je bil še malo mlajši. Haleluja. Prišli so do timnatskih vinogradov in glej, nasproti je zarjovel levji mladič. Gospodov duh je šinil van in raztrgal ga je, kako raztrgaš kozlička, čeprav ni imel ničesar v svoji roki. Se pravi, kdo je zdaj raztrgal leva? Gospodov duh ali Samson? Samson po Gospodovem duhu. Amen. Se pravi, cerkev, če mi imamo zavedanje, da je Sveti duh tudi Gospodov duh, pol naenkrat boš ti drugačen človek. Haleluja. Amen. Ko boš videl leva, ne boš rekel, ne, kvačemo zdaj, idemo se skriti hitro. Ampak boš takoj dvignil vse Gospodovega duha. Haleluja. Amen. Ker Gospodov duh je zdaj v tebi. Haleluja. Amen. Ta karakteristika je v tebi. In kako deluje, tako da naenkrat več nisi
en naraven človek, ki si podvržen okoliščinam, ki te ustrahujejo, ampak naenkrat si kot general, haleluja. Naenkrat oni okoli tebe ne vejo, kaj se jim je zdaj zgodilo, da ti nič ne morajo. Amen? Naenkrat imaš ti oblast. Ko Gospodov duh pomeni, tam je oblast, tam je avtoriteta, haleluja. Amen? Božja avtoriteta. Gospod pomeni avtoriteta, haleluja. Gospodar, amen? Amen? Se pravi, Gospodov duh sabo prinese ful avtoriteto. Amen? Jaz se spomnim enkrat, ko je ena gospa hotela sprejeti Evsa in pol je stekla tako proti meni naprej in sem sam rekel, spustil, to je Gospodov duh iz mene, napadel demona. Jaz nič nisem vedel, kaj se dogaja. Jaz sem sam slučajno bil tam, haleluja. In ko sem tako z roko naredil, je zelen demon skočil ven iz nje. In pol je bila osvobojena. In to je Gospodov duh, haleluja. Ker nima veze z mano, haleluja. Lahko te napade človek, pa ga lahko ukoriš v Gospodovem duhu. Haleluja. Amen. Jaz, ko sem se sprehajal po Detroitu zvečer, tam, ko je Carol delala kot pastor v eni cerkvi, so jo hoteli ugrabiti enkrat. Ko ugrabljajo mlade deklete in pač Carol ni bila toliko še navajena na to sceno, ko oni so imeli cerkev v najhujšem delu, v centru Detroita in so v bistvu kupili pornografski kino, pa iz njega cerkev naredili. In pol, ko so se zato ostali, da bi njo pa njeno sestro ugrabili, jih je v imenu Jezusa ustavila, haleluja. In niso mogli priti do nje. To je Gospodov duh, haleluja. Ker ti nisi, razumeš, ti imaš v sebi isto avtoriteto, kot Jezus. Amen? A ti veš, da vse, kar je Jezus delal na zemlji, je delal kot človek, ne kot Bog. Kot človek je vse delal, ki je odvisen od Boga. Zato je mogel čakati, haleluja. On ni nobenega čudeža naredil, dokler ni bil star 30 let. Zakaj 30? Zato, ker takrat je Gospodov duh prišel nad njega, haleluja. Razumete, pa je bil pravičen, nikoli ni grešil. Ampak rabu je nadnaravno moč Svetega duha. Recimo v sedu, ti tudi to rabiš. Res, verjem, da rabiš. Verjem, haleluja. Ampak kdo preveč Svetega duha? Lahko meni da malo, haleluja. Kaj še rabim, haleluja. Jaz ne, če imaš preveč, jaz rabim še, haleluja. Hvala ti, Jezus. Poglejte zdaj. Ezekiel je ful prerokoval uničenje Jeruzalema. In pol, ko je bil uničen, je v Babilonu prerokoval Božjemu ljudstvu, kako jih bo Bog rešil. In jih je v bistvu tolažil. Ampak on je v duhu, v njemu se je nekaj zgodil, cerkev. V njega je tudi skočil, not v njega je Gospodov duh skočil. In pol ga je dvignil ga je, ko on ni mogel več moliti, vas je bil zmatran, on je skočil na noge, ker je Sveti duh v njemu to naredil. In pol ga je še začel voziti okoli Sveti duh. Se vam zdi to dobro? Haleluja. In to je samo stara zaveza. Kaj šele mi v novi zavezi? Haleluja. A ste kdaj zgodili, da si bil ful utrujen, pa je pa Bog prišel in si bil naenkrat poln moči? Haleluja. In to je problem. To je ful problem. Kaj praviš? Vsak večer. Vsak večer. Pa kako greš pa spat, Silvo? Težko, a? Ja, probi malo prej. Svetim duhom. Si proba, ajne. Ni od mene odvisen. Ja, wow. Ne, to je res problem. Res problem, ker naenkrat Sveti duh prije, glih hotel si spati. Jaz sem včeraj, Silvo, v enih zjutri, se rekel, neč, malo bom še molil. Pačko, nek pa mi je bilo. Se rekel, neč, malo bom, sam malo bom še molil. Vse bom šel spati, sam pust me, sam malo da še molim. Jezus, pust me, samo malo bom še molil, pogrem pa spat. Ker mi Carol teži, pa kva si tako dolgo po koncu? In pa se rekel, ne, ura je že 1. Joj, moram hitro spat, sem si mislil. In pa se rekel, ne, malo bom še molil. In cerkev, takole, ko sem sedel na kavču, sem dal samo obraz, sem dal takole v roke, takole. In sem samo Jezus rekel ene 3krat. 3krat, tako sem molil.
Jezus. Jezus. In pol več nisem mogel nehati cerkev. In enkrat sem bil čist v mravlincih. Po mojem je frizura šla v luft. In pa takoj sem pomislil, kako bom zdaj šel spat, ne vem. Bom raje kar še malo na kavču sedel. Lobi te poklicajo, Silva. In to je problem, haleluja. Jo pa Sveti Duh pride. Haleluja. Ampak naenkrat sem bil v Božji slavi, haleluja. Naenkrat, haleluja. Dajmo si pogledati Ezekijela 1:28. Kakor se vidi mavrica, ki je na oblakih v dan dežja, taka se je videla svetloba okoli. Zdaj spet govori o Božjem prestolu. A ni to zanimivo, da človek vidi v barvah, kar vidi Božji prestol in to vse ti Sveti Duh hoče kazati. Haleluja. Amen, a je kdo lačen? Če ful slabo vidiš v duhu, mol za 3D slike v barvah. Haleluja. Sam pač pol ne skrbi, da bo šel spat po take stvari. Okay? Pač, haleluja. To je bila prikazan podobe slave Gospodove. In ko sem to videl, padam na obraz in začujem glas govorečega. In pa se ti začne dogajati. Haleluja. A je kdo pripravljen na tak odnos s Bogom cerkve? Ali nimaš cajta? Se Bog razume, če nimaš cajta, haleluja. Pol bo pač več kmen domov prišel, razum? Razumem, pač malo bo potrkal, pogledal z doma, te nimaš cajta, ok, pa šel naprej, res, haleluja. On ti nov kar težil skozi. A je kdo lačen, haleluja? A mu boš odprl vrata, haleluja? Če bo danes večer trkal na tvoje srce, boš odprl vrata, haleluja? On hoče večerjati s tabo, haleluja. Zato prej ne moreš Silvo, svidel? Ko on hoče večerjati s tabo, haleluja. Ne zajtrkovati. To ženo zajtrkuje, ampak zjel sem greš pa na večerjo. In Ezekijel 2:2, kaj se pol zgodi? In ko me je ogovoril, a ni da bez da te Bog ogovori. Haleluja. Recimo mu sedu, Bog te hoče ogovoriti. On se ful hoče pogovarjati s tabo. Sprav, Bog te hoče ogovoriti. Amen. Res, jaz ful to verjamem. Ne, kako bi ti dal še z večjim ognjem to sporočilo. Bog te hoče ogovoriti. Haleluja. On ti hoče kazati stvari, risati stvari. Hoče, da vidiš stvari v barvah, v slikah. Hoče, da slišiš njegov glas. Hoče te voditi za vsak detalj, ki ga sprašuješ. Hoče te narediti še bolj modrega, haleluja. Še bolj uporabenega, haleluja. Še bolj zaljubljenega v Jezusa, haleluja. Bolj, ko ga vidiš, si rečeš, pa kako sem lahko tako živel do zdaj, haleluja. In pol ga še bolj hočeš vidiš. In še več, ko ga vidiš, še več ga boš videl, še bolj si pa o njega in še manj časa imaš za neumnosti, haleluja. Amen. Amen. Haleluja. In me je ogovoril, pogledajte naprej, in ko me je ogovoril, pride Duh v mene in me postavi po konci. In čul sem glas, ki mi je govoril, haleluja. Se pravi, ko je Duh prišel v njega, prej je on ležal, prej bil on Bogi. Nekrat Duh pride v njega, kaj se zgodi, on skoči po konci, haleluja. Jaz ne razumem ljudi, ki slavimo, pa kar lahko sedijo na stolu. Jaz bi najraž letel med slavljenjem. Vem, da ste ženi starejši, pa rabite sedeti, ok, ni nič problema. Ali pa počivate v duhu, amen, haleluja. Lahko sediš, ni problema, ne me narobe razumeti. Sam, razumeš, ko je Duh prišel v njega, on naenkrat, kaj se mu zgodil? Wow, skoči po koncu. In zdaj, če to razumeš, pol naslednjič, ko boš ful utrujen, naenkrat dobiš moč, ne boš rekel, wow, ful sem faca. Wow, koliko sem jaz pameten človek, pa pogumen. Ne, ampak boš rekel, koliko je Bog dober, haleluja. Ful sem bil na Duh, pa me je Bog dvignil, haleluja. Kar naenkrat sem dobre volje, amen.
In jaz te povem, večkrat, ko čez dan prepoznaš, kaj Sveti Duh v tebi dela in pol, ko se še njemu začneš zahvaljevati za to, kar v tebi dela, se ti bo sam še pomnožil. Amen. Ker to, česar se zavedaš, pa za kar se zahvaljuješ, to se pomnožuje v tvojem življenju. Amen. Najedu se boš od sadu svojih ustnic. Lahko govoriš, oj, ful sem utrujen. In kaj se ti bo množilo? Utrujenost se ti bo pomnožila. Lahko pa dovoli Svetemu Duhu, da pride v tebe in te dvigne po konci, začneš slaviti Boga in rečeš, wow, Sveti Duh je ful dober. Sveti Duh mi ful daje moč. In kaj se ti bo zgodilo? Še jo boš dobil. Halleluja. Amen. Sveti Duh ful deluje v meni. In kaj se ti zgodi? Še več bo deloval. Amen. Halleluja. Reč, hvala ti, Sveti Duh. Halleluja. In poglej zdaj naprej, to še ni bilo konc. Ezekiel 3:14. In duh me je vzdignil. Lahko rečeš duh. Duh me je vzdignil in odnesel in šel sem v bridkosti, v gorečnosti duha svojega in roka Gospodova je bila mogočna nad menoj. Zdaj gremo malo novo zavezo. Apostolska dela 8:39. Ko pa sta stopila iz vode, je Gospodov duh, a lahko rečeš Gospodov duh, je Gospodov duh vzel Filipa. Evnuh ga ni več videl. Se pravi, vidimo, da Gospodov duh to je nekaj ful mogočnega. Gospodov duh, to leva kar v nič, kar da ga ni. En otrok lahko leva premaga, če Gospodov duh čez njega deluje, razumeš? Nič ni težko. Po mojem bi lahko ta steber zrušil, sam rajš ne, ker nimamo drugega prostora še zaenkrat. Ampak to lahko naredi en človek. Recimo, ko Gospodov duh pade na Kerol, nema sem to prejšnjič vam razlagal, ne? Ko Gospodov duh na Kerol včasih padel. Jaz se spomnim enkrat, ko sem bila v Torontu, ko je ful Sveti Duh deloval. In je bila takšna teža na nje, da meni so rekli, da pač morajo zaprti cerkev. Jaz sem rekel, jaz jo ne morem dvigati. Pa so se mi smejali. 3 redarji so bili tam, se mi smejajo. In pol en prav, dobro, bom jaz. In proba in je ni mogel dvigati. Pa so vsi 3 jo kumi dvignali iz tal. To je Gospodov duh, ki pride na te. Halleluja. Halleluja. Hvala ti, Jezus. Halleluja. Jaz vem, da kakšno pričevanje, jaz pa ne, bi vam govoril pričevanje ali ne, halleluja. Ker pol ne vem, da recimo pa bo kdo mislil, da se hvalim, pa da on pa ne more ali pa ne vem. Glejte, jaz nobenega ne obsojam, če se bojiš psov pa teh stvari. Ali karkoli, te nekaj napade, ali ljudi, da se bojiš, ali karkoli. Jaz te ne obsojam, sam ti pravim, da se ti ni treba. Mene enkrat pes zaprl pot, ko sem se zgubil v gozdu. In potem sem končno pot najdel do svoje hiše, ampak je šla čez uno kmetijo. Edina cesta, sem mogel čez to kmetijo, ali pa nazaj za 3 ure v gozd, pa spet najdeti pot, ker jaz se ful hit v gozdu zgubim. Zato sem tudi pri tabornikih, nisem dost hodil, sam 2 tedna, sem rekel, to ni zame. In pol mi pes zapre pot, en tak ogromen pes je bil, jaz pa moj shaggy dog se pa skrije za mano, moj pes. In pes laja, ki me vidi, kot le ne morem mimej. In pa sem hotel enkrat pes, sem šel nazaj domir, pa sem spet hotel, rekel, pa ne me hecati, no. Pa glih Carol me je klicala, če bom pa šel na kosil. Jaz pa že 2 uri sem zamujil, ker sem toliko dolg sem iskal pot domov, razumete. To sem v svojem gozdu zgubil. Zato sem ga prodal pol. Rekel, ne rabim jaz gozda, da me bo sam norga delal. Sem svoj gozd prodal naprej. In pol sem rekel, na čekaj, gremo nazaj v gozd. Pač, mislim, tukaj ne morem pač. Sem rekel, na čekaj, gremo. Pes je bil ful vesel. In pol sem rekel, pa kva jaz delam? Če me bo en pes ostavil, konc je z mano. Kako bom jaz karkoli dosegel v življenju? Halleluja, razumete? Če me bo en pes zdaj od moje usode ostavil, halleluja. In pa sem se napolnil Svetega Duha cerkev. In sem šel mimo psa brez problema.
Haleluja, zaupil sem na njega v imenu Jezusa, haleluja. Utrgal sem eno vejo tam iz drevesa. V imenu Jezusa stran od mene, haleluja. To je moja cesta, haleluja. In se šel mimo in pes me je ful bal, haleluja. In moj pes je ful ponosno za mano skakal, haleluja. In po mojem, moj pes je mislil, kva sem faca, haleluja. Se po moje, moj pes norčeval pol zunga psa, haleluja. Po moje dal še na Facebook kakšno sliko, haleluja. Kako je premagal ful hudga psa. In to mi doskrat delamo, je tako. In to je problem, če bi jaz zdaj mislil, da sem jaz poguman v cerku. Ker naslednjič bi me sam pes ugriznil. Ker ponos gre pred padcem, haleluja. Amen. Zavedi se, da imaš nadnaravno moč, ampak to nisi ti, to je Sveti Duh v tebi, haleluja. Amen. Reč, Gospodov duh je v meni. Ne bom se bal ljudi, ne bom se bal živali, ne bom se bal slabih okoliščin. Meni je vse mogoče, zato ker je moj Gospod vse mogoče. In on je v meni, haleluja. Haleluja, slava ti, Jezus. Hvala ti, Oče, za Gospodovega duha. Ne junaško deluje v nas. Junaško, haleluja. V Danielu prav ljudje, ki poznajo svojega Boga, bojo postopali junaško, haleluja. Dajmo poznati karakteristike Svetega duha, haleluja. To je nadnaravna moč, haleluja. Ti lahko greš do svojega šefa, te hoče odpustiti službe po krivici. Ti samo vdihneš, malo mazilenja, haleluja. Preden greš v njegovo pisarno. Se oblečeš z Gospodovim duhom in pol on ne ve, kdo je direktor. Tvoj direktor ne vedo, je on direktor, si ti direktor, haleluja. Prej te imel za največjega idiota, zdaj pa naenkrat se karte obrnejo, haleluja. Jaz se spomnim, samo še ta zgodba, jaz se spomnim, ko so me maltretirali z vojsko, do zadnjega leta, kaj še bilo možno. Že sin se mi je rodil, pastor sem že bil. In pol so me poklicali, v Mariboru sem živel, tam sem v cerku, da grem v Ljubljano služiti vojsko za 6 mesecev. In pa, če se nisem mogel zmeniti, niso me hoteli poslušati. Jaz sem rekel, dajte mi nekaj v Mariboru. Ne, godo. In pol sem vdihnil Gospodovega duha in sem nekako uspel priti do glavnega šefa v Karitasu, ker sem pre Karitasa služil. In pol, ko sem bil na vrsti, da grem not, mi je malo strah ratal. In sem samo povabil sem Jezusa, da greva skupaj, haleluja. Razumeš? In naenkrat je bila ful avtoriteta na meni. Jaz vam ne znam povedati drugače, naenkrat sem jaz bil v kontroli z Jezusom, ne pa ta človek. Ko so mi že rekli, da ne morajo nič mi pomagati, razumete? In pol sem nekako izsilil ta sestank. In pol, ko sem prišel tja, sem pač se predstavil, je vedel, zakaj gre. In pol, ne vem, kaj je rekel, da pač mi ne more pomagati, rekel, gledajte, takole bo. In pol sem povedal, šel bom služiti v ta pa ta dom, delal bom tam od jutra, pa tam 6, 7, 8 ur lahko delam, pol bom pa fraj. Sobote pa nedelje bom tudi fraj. In tako 6 mesecev. Pol pa pač nimate več nazma rekel. In kaj je on rekel? Ok. Zakaj? Ker je to je preroški dar, ko prerokuješ, ne da bi mu povedal, da prerokuješ. Ampak je avtoriteta, Gospodov duh, ki je na tabo, je tvoja beseda, naenkrat začne graditi stvari. Haleluja. Naenkrat ti ne zgubljaš besed tja v en dan. Haleluja. Človek, ki ima ful avtoriteto, ne govori 100 besed na sekundo. Amen? Recimo, razen moja žena. To pa je. Okay. Pa je. To pa lahko, haleluja. To je poseben dar. Okay. Če ste ženske, to vam je vse dovoljeno. Okay. Ampak govorim, ko si v eni situaciji, naporni, težki, Jezus je rekel učencem, ne bom več veliko govoril. Ko knez tega sveta prihaja proti meni, ampak na meni nima ničesa. To je avtoriteta. Avtoriteta je, ko ti stojiš poravnan s Svetim duhom in te nič ne more ven premakniti. Amen? Amen? A zdaj vidimo, koliko je strah, ko je ena bolezen.
To je res bolezen, cerkev. Zato nam Bog ni dal duha strahu. Haleluja. Okay, Gospodov duh ti da pa ful avtoriteto. Haleluja. Amen. In to ni človeška avtoriteta. Haleluja. To je nadnaravna Božja moč. To ni ful sem se razjezil in brcnil mačka v glavo. To ni Božja avtoriteta. Okay? To ni. To si pač jezen in rabaš pač osvobojenje. Haleluja. Ker človeška jeza ne proizvaja Božje pravičnosti, piše. Haleluja. Amen. Čim si ti človeško jezen, si že v grehu. Ful grešiš. Lahko pa soncu ne daš, da zaide na tvojo jezo. Ker si pa pravično jezen na hudičah. Haleluja. Amen. In pol rečeš, sonce neče spati, nisem še končal s hudičem. Haleluja. Tole bitko moramo še zmagati. Haleluja. Amen. In pol greš v fajt. Haleluja. In dobiš ful avtoriteto in moč. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Ok, se pravi, Gospodov duh. Haleluja. Hvala ti, Oče, da je Gospodov duh nad nami. Gremo si ga še pogledati. V apostolskih delih 5:9. Peter pa ji reče, zakaj sta se dogovorila, da boste izkušala duha Gospodovega? Ananija pa Safira bi lahko lagala na kjerkoli drug dan. Na kjerkoli drug dan ne bi bilo problema. Mislim, ona dva bi imela problem. Ampak nekaj je Gospodov duh prisoten lagati. Haleluja. In je bila takšna Božja slava v cerkvi, Gospodov duh je bil prisoten, da sta mrtva dol padla. Haleluja. Nam se to še ni zgodilo, ampak gremo še verjeti. Razumeš, bolj ko Bog deluje, bolj se tudi hudič manifestira. In pol, jaz verjamem, da večja, ko je cerkev, pač več bo tudi hudičevih ljudi med nami. Ko hudič vedno poseje ljulko med pšenico. Haleluja. In pol hočete zavest, hoče delati štalo. Tam, ko so ful močne cerkve, imajo tudi satanisti svoje ljudi, ki jih tja pošiljajo, da uničujejo cerkev. Pač mi mogoče še nismo toliko na hudičevem radarju, ampak zato rabimo Božjo prisotnost. Amen. Da hudič, ko pride, ga scvreka una mašina, ko komar gor preleti. Ko demon tle, pušten ga, ko satanist, pride gor, sam Mi smo jih imeli enkrat, Haleluja. A sta bila videla Boštjan Petanja, še ob železnici, ko so bili v prvi vrsti od Polone, od njene mame, eni najmočnejših bioenergetikov pa to. Spomnite? Jaz sem gledal, kar razvijali jih je. Krivi, pa tako ful, uglajeni ljudje v krvatah pa to. Ful služijo denarja z energijo. Roke, Se rekel, wow, haleluja, pa imamo mi tle, kakšno moč imamo v cerkvi, haleluja, amen. Sem bil ful vesel, ne zato, ker jih krivi, ampak ko vidim, da imamo ful power, haleluja, cerkev, amen. Ne se bati čarovnikov in teh ljudi, haleluja. Mene je Rodrigo pelil v svojem mestu do največje čarovnice v Braziliji, ki ima svoje TV šove pa to. Glih tam smo neki bili na trgu in rekel, Klema, to je pa največja, najmočnejša čarovnica, ful vpliva na politiko. Sem rekel, daj me pel k njih. Daj me predstav. Ko si nor, sem rekel, ne, daj me predstav mi. In pa sem prišel tja in rekla, tole olje, če od mene zdaj kupaš, boš ful obogatel. Sem rekel, počak malo, jaz sem te olje zdaj prinesel. Rekla, res, kaj? Sem rekel, ja, tole, kaj imam jaz. Ti bo spremenil življenje, haleluja. Jaz imam olje, ki boš večno lahko živela. Res, kaj? Sem rekel, ja. Rekel, tole, kaj imam jaz. Ja, koliko pa stane? Sem rekel, ne moreš ga kupati. Predrgo, ampak jaz ti ga bom dal za ston. Res, kaj? Sem rekel, ja. Pa kaj je tole? In pa sem me tako oči pogledal. Sem rekel, to je Jezus. In sam njen pogled je šel tako dol. In tako videl sem, kako je demon skočil tako stran od njih. In sam oči dol.
In potem sem rekel, Jezus te ljubi. In potem sem jo objel in me je objela in začela jokati. In potem sem rekel, Bog ti glihkar tumor na levi nogi vzdravlja. Je rekla, res, ali kaj, sploh ne... In potem je tumor, nema, sem ga videl, ampak v glavnem je zginil v 2 sekundah. Haleluja, to je Gospodov duh, cerkev, to ni Klemen Videc. Amen. Klemen Videc nima pojma, on bi se ustrašil čarovnice. Klemen Videc, ki je bil 2 dni spreobrnen, je čarovnica k njemu prišla, veste to, sred Prešernovega trga. Jaz sem se jo ful ustrašil. Ki je prišla do Klemena Videca in je rekla, ti moraš mene slaviti, jaz sem Mesija. Se ko res, kaj? Se, kako, če sem glikar jev se sprejel? Pa ne, jaz sem, ja, Jezus je v redu, sam on je mene poslal, če mene ne bo sprejel, greš v peklo. In pol je eno miš tako potegnila iz jakne. In pol me je strah ratal. Kako pa če res bom šel v peklo zdaj, ko nisem hotel sprejeti? In pol še nekaj začela čarati nad malce, kolej, malo mi še daj časa, malo moram premisliti. To je dober odgovor, kada ne veš, kva naredil. Zdaj, če bi jo videl, bi jo takoj objel in začel govoriti o Jezusu. Haleluja. Amen. In bisko Svetega Duha, ne mi še kaj v njej pokaže, da je lahko se upojena. Haleluja. Amen. Lahko pa nič ne bi naredil, lahko bi sam tam stal, pa bi se ona razjokala. Haleluja. Amen. Ne biti presenečen, kakšna bo reakcija, ko si izpolnjen Svetim Duhom. Amen. Recimo mu sedu, mi dva ful rabla Svetega Duha. Sam še ene par citatov imam, dajmo se jih pogledati. Haleluja. To je bilo o Ananiji pa Safiri. Gremo zdaj pogledati v apostola Pavla. Apostol Pavel v 13. poglavju apostolskih del, 9. vrstica, prav Savel, ki mu je bilo ime tudi Pavel, pa ga je ostro pogledal in poln Svetega Duha, se pravi, ne poln človeške jeze ali pa dost ima že tega tipa. To ni to, haleluja. To ni to. To ne deluje. Jaz, ko sem utrujen, pa začnem povzdigovati svoj glas, ne bo nič dobrega iz tega vam prišlo. Še zdaj imam pred očmi, kako sem unga človeka, enega v romskem naselju, hotel kjev se pripeljati. Ker sem bil že ful utrujen, že toliko dolgo smo tam. Pa sem v dom se je trudil z njim in mu ni uspel, pa sem jaz Lindi rekel, Linda, lej zdaj meni. Kako bom jaz to naredil? Kako na skrivaj se rekel, poglej zdaj, kako sem jaz varca. Jaz, Klemen Videc. Nisem to rekel, pa tako sem se počutil. Cerkev in pol sem vas utrujen napadel unga tipa in se nič ni zgodil. Mislim, lahko se je še slab zgodil. In nisem dosegel nič. Ker ni z našo močjo, amen. Ampak po Svetem Duhu, ponos gre pred padcem, haleluja. Če misliš, zdaj pa jaz to naredil, ko sem poslušal med pridigo, pozab, ka ne odeloval. Razen, če boš najprej del pridige, ko si daš v brez v roke, pa jev se kličeš. To najprej del, amen. Najprej bod poln olja, najprej se vkopi v svežem olju, pa pejt v drug del, amen. Pa lahko greš v drug del, amen. Če bi rad imel več avtoritete, bod večji Svetim Duhom. Amen. Če imel ful več avtoritete. Boš lahko ful z manj molitve, ful več dosegel, haleluja. Mislim, molitev, ki zapoveduješ stvari, haleluja. Ok, dajmo še tole pogledati apostola Pavla. Poln Svetega Duha, ne utrujenosti, poln Svetega Duha, prav, o ti, ki si poln vseh zvijač in vse hudobije in ti sin hudičev, sovražnik vse pravičnosti. Je to dober uvod, haleluja. Predstavljajte si tako, na RTV Slovenija, pogovorna vdaja, ker ta človek je bil svetovalec vladarja, razumete? To ni bilo kar en v gostilni, ki se je napil. To so bili politiki na najvišjem nivoju skupaj. In Pavel je bil tja povabljen, da jim pove evangelij in svetovalec vladarja ga odvrača od evangelija tega vladarja. In pol Pavel, ne poln jeze in gorčine in utrujenosti, ne, ampak poln Svetega Duha, ostro pogleda tega človeka. Mu pove par krepkih v duhu. In oni kamermani se med sabo začnejo gledati, a damo reklame ali še to pustimo, haleluja. In pol je rekel, da reklamo in mu je roka, mu je zmrznila in
Jaz, ko sem bil poln Gospodovega duha, me enkrat en hotel boksam, ampak mu je sam roka zmrznila pred mano. Par centimetrov pred mojim obrazom. Enkrat sem enemu pričoval, ki je sprejel Jezusa, ampak cel cajt, ko sem mu govoril, sem čutil, da me hoče boksam. Cel cajt, tako je trzil roko. Sem rekel, kaj ne zdaj nadaljujem ali ne? Pa sem me dobro, pa ne me udari, nam se s tem ukvarjam. Pa če hoče, ne me, kva me. Jaz sem mu povedal Jezusa, briga me, kva on zdaj misli. In pa mu govorim in človek sprejme Jezusa, oči se mu nazaj zavrtijo. Osvobojen je bil epilepsije. In pol ful vesel mu objema in haleluja. Pol drug dan pridem k njemu, je bilo pa vse drugače. V njegovi sobi ni bilo več pornografskih slik, une magije, imel eno črno knjigo magije, tega ni bilo več, to mi je bila Biblija, razumete? Jaz mu nič nisem rekel, da je kaj narobe s pornografijo ali pa z magijo, sam Jezus sem ga pripeljal, to vse. Pa ko sem ga naslednji dan pa šel obiskati, je bilo vse drugače. In pol me tam objemu, ful je bil vesel. In pa sem rekel, a si me hotel udariti, ko sem ti govoril? Ful me je zanimala, sem imel sam jaz tak, prav, ja, ful, skozi, ko si mi govoril, sem sam razmišljal, da te moram ful, ampak nisem mogel, ful si mi šel, jezen sem bil na te, ful, ampak roko, kar da mi jo en drži, razumeš? Jaz te hočem boksati, roka ne v Boga, razumeš? Sem rekel, wow, kakšno moč imam jaz, haleluja. A razumete, to ni Klemen Vidic, amen? To je Sveti Duh. Ko briga njega unga, kdo sem jaz. On, če me hoče boksati, me boksati. Ampak me ne more, haleluja. Amen? Reč svojemu sosedu, noben ti ne more škodovati. Haleluja. Gospod je moj pastir. Amen? Nič mi ne bo škodovala. Amen? Gospod je moj pastir. Haleluja. Ok, imate še čas? Glej, udarila te bo Gospodova roka. Pavel, wow. Oslepel boš in nekaj časa ne boš videl sonca. A je Pavel poln milosti? Je, haleluja, ki je samo za nekaj časa oslepel. A je tako? Cirko, če bi se danes to dogajalo, a ne bilo da best, ful več ljudi bi se spreobrnilo. Da bi za nekaj časa nekdo oslepel, amen, haleluja, in da pol še to oblastnik vidi po sebi, bi imeli ful več rezultatov, haleluja. Dajmo hoditi v večji meri Gospodovega duha, haleluja. Za nekaj časa, haleluja, to je dobro, haleluja. Ful the best, haleluja. Po mojem je bil ta človek ful hvaležen Bogu. Hvala, da si me oslepel za 3 dni. A ni tudi Pavla Bog oslepel za ene par dni. Amen. In zdaj to maziljene slepote, ki na njemu daje naprej, haleluja. Amen. Kar ko si sprejel, gre naprej, haleluja. To milost je še naprej podelil, haleluja. In kaj se zgodi? Poglejte zdaj rezultat. In v hipu, ni da best, kaj se stvari v hipu zgodijo. Amen. Ene stvari pa ful dolg čakaš. V hipu sta ga zaganila mrak in tema. Haleluja. Gledal je naokol in iskal, kdo bi ga vodil za roko. 12. vrstica. Ko je prokonzul videl, kaj se je zgodilo, je veroval. Tako ga je prevzel Gospodov nauk. Amen. Čist se je navdušil nad Božjo besedo. Haleluja. Amen. Rekel, wow, Gospodova beseda, Gospodov nauk je pa fenomenalen. Haleluja. Amen. Ljudje morajo videti naju v akciji z Gospodovim duhom. Amen. Pol lažje verjamejo njegov nauk. Haleluja. Amen. Ok, še par citatov v Gospodovem duhu. V bistvu še enega malo. V tale dober. In s tem citatom pa lahko pol gremo na to večerjo z Jezusom. Poglejte to, 2. Korinčanom 3:17. Gospod pa je duh. Kjer pa je duh, tam je svoboda. Poznate ta citat? Ampak kdo pozna naslednji citat od tega? Poglej se zdaj naslednjega, ker to je šele uvod. Naslednji. A mi vsi, ki z odkritim obličjem gledamo, kakor v zrcalu Gospodovo slavo, se preobražamo v isto podobo iz slave v slavo od Gospodovega duha. Se pravi, tle je spet Gospodov duh. Po Gospodovem duhu. A rabimo Gospodovega duha? Kdo nas preobraža?
Gospodov duh. Ko gledamo Jezusa, mi ga ne vidimo še tako, kakor ga bomo, ko bomo z njim gor. Ampak kot v zrcalu tudi ni slabo. Kot v zrcalu gledamo njegovo slavo in po njegovem duhu se preobražamo v isto podobo, kot je Jezus. Jezus je hodil po vodi. On, ki je rekel, Gospodov duh je nad menoj. Veste, kaj je bila prva stvar, ki se je zgodila po njegovi prvi slavni pridigi? Porinali so ga do prepada, da ga čez vržejo. Hoteli so ga takoj ubiti, že v prvi pridigi. Tako da nam gre še kar dobro. In pol se je obrnil okol, pa ste oni vsi jezni, do roba ga že porinajo, on se samo obrne in gre sredi mimo njih. Amen. Haleluja. Ko se mi preobražamo z Gospodovega duha, iz slave v slavo, smo čedalje bolj njemu podobni. Amen. Jaz bi rad bil tak, ne vem kako je s tabo. Jaz bi rad, da ko me vsi napadajo, da ostanem ful miren. In rečem, oče, odpustim, ker ne vejo, kaj delajo. Haleluja. Ampak daj tole izkoristimo zdaj za evangelijo. Amen. Dajmo jim malo pokazati, kakšna faca si. Haleluja. Amen. Dajmo koga, haleluja, zdajle iz teme ven rešiti. Haleluja. Amen. Dajmo kakšen čudež zdaj tlele videti. Amen. In to je Jezus. On namaz, da bi tam pokopil človeka, ima celo fešto. Ima cel žur. Haleluja. Ko gledamo Gospoda, nas Gospodov duh preobraža. Amen. Amen. Probi zdaj gledati, ko boš naslednjič molil, probi reči, grem zdaj gledati malo Jezusa. Amen. Bom zdaj Jezusa gledal. Ker piše, da ga gledamo, haleluja, in iz slave v slavo se preobražamo in pol povab Gospodovega duha. Reči, Gospodov duh, haleluja, sem fulačen. Haleluja, Jezus, hvala ti, oče. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, jaz molim, da se ne vrne prazna, haleluja. Molim, da smo ne samo poslušalci, ampak izvrševalci tvoje besede, oče, da to, kar slišimo, da verjamemo in sprejmemo, haleluja, in damo v akcijo. Oče, smo da v tem tednu, da bomo hodili v novem nivoju svetega duha, haleluja. Da bo sveže olje na našem ščitu, da bo Gospodov duh deloval čez nas. Oče, molim, da se stvari spreminjajo, odmikajo od nas v imenu Jezusa. Haleluja. Oče, kdor je bolan, naj bo zdaj zdrav v imenu Jezusa. Oče, kdorkoli je šibak, naj bo močen. Haleluja. Kdorkoli je bil na tleh, ga Gospodov duh zdaj dviguje. Haleluja. Kdorkoli ni mogel napredovati, bo zdaj napredoval v imenu Jezusa. Haleluja. Hvala ti za napredek, oče, ki prihaja po Gospodovem duhu iz slave v slavo. Haleluja. Hvala ti za nove nivoje, ki nas čakajo. Haleluja. Hvala za tvojo slavo. Haleluja. Amen. Amen. Uživite z Jezusom. Haleluja. Uživite na večeri z Jezusom. Haleluja. Amen.